Klavdij Tuta je v domačem primorskem ambientu in širšem mediteranskem prostoru našel neizčrpen vir navdiha. Ta ga je sicer popeljal skozi različna ustvarjalna obdobja. Je namreč neutruden ustvarjalec in hkrati raziskovalec. Tako izbrane motivne snovi, izbranih vsebin, kot tudi likovno izraznih sredstev. Že v začetku je pokazal, da zajema iz tega svojega rodnega prostora. Skozi znane, avtorsko artikulirane oblike pa avtor išče tudi globino sporočilnosti, tiste večne življenjske resnice, ki se skrivajo skozi elemente pripovednosti, ilustrativnosti, skozi tiste segmente, ki definirajo ta prostor. Razstavo smo postavili v Goriškem muzeju na gradu Kromberk ob 60. obletnici rojstva Klavdija Tute. Sicer sta se za razstavo dogovarjala z Matjažem Brecljem, ki je bil prej kustos za umetnostno zgodovino in nato direktor Goriškega muzeja. Klavdij Tuta in Matjaž Brecelj sta sodelovala v okviru Goriškega muzeja, ko sta skupaj za otroke prikazovala tiskanje grafike, tako da to njuno sodelovanje sega že nazaj v prejšnja desetletja. Razstava pa je postavljena kot pregled delovanja Klavdija Tute od začetka v zgodnjih 80. letih do zadnjih del, pač do zadnjih ciklov leta 2018. Tako da je zastavljena kronološko in vsak prostor nekako zaobjema en cikel. Mojo pregledno razstavo na gradu Kromberk smo zasnovali tako, da so dejansko prikazani skoraj vsi kreativni cikli, ki sem jih izvajal v skoraj 40 letih mojega delovanja. Če nekako se osredotočim in na kratko opišem vsako sobo posebej, moram vseeno se dotakniti nekaterih bistvenih izhodišč, ki so me vodila pri določeni fazi mojega dela. V prvi sobi so razstavljena dela iz cikla Mediteranski znaki. Moram povedati, da sem si zmeraj nekako zamislil stvari in jih poskušal obravnavati tudi na nek zgodovinski način, kajti ta zgodovina mi je zelo pomembna. Prihajam iz območja nekje med Vipavo in Sočo. Moramo vedeti, tudi se vprašati, kaj se je vse na tem terenu dogajalo. Tukaj se je meja menjala skoraj, bom rekel, 100 kilometrov, je potovala stalno skozi razne vojne vihre, take in drugačne, so pač vplivale na karakter človeka. Potem na drugi strani je izrazita komponenta narave, zelo močne sončne partije življenja, prisotnost sonca, velikih senc, kar je, bom rekel, tudi zelo značilno pri slikarstvu Mediterana, da so velike sence, ki rišejo risbo. To omogoča slikarju, da ustvarja tudi z maksimalnim kontrastom. To se pravi v pravi barvni skali, z malo primesi, bom rekel, beline in sivine, ampak predvsem s kar, bom rekel, močnimi in žarečimi barvami.
ta mikrokozmos teh znakov, ki sem jih nekako vzpostavil v prvi sobi, se v drugi sobi kulminira na neke vrste zgodbo, neke vrste pradavnino, slikal sem neke vrste pradavnino v mediteranskem prostoru. Vpeljal sem sliko Svete Gričke in pa, bom rekel, na teh svetih gričkih so neke vrste daritveni procesi. Procesi v tem smislu, da bi ljudje, bom rekel, boljše živeli, so tistikrat na žrtveniku, na oltarju nekako podarili žival, daritvena žival. V tem primeru je bil to, bom rekel, bik, vol, potem jagnje, kar poznamo, bom rekel, tudi iz krščanstva. Zelo zanimivo sem vpeljal tukaj tudi, bom rekel, arhetipe, ki sem jih nekje našel v Stonehengeu in v paleolitski kulturi, to se pravi prve arhitekture. Te prve arhitekture so, bom rekel, dva pokončna kamna in ena preklada, kar bi bilo nekako ustrezno tudi recimo kraškemu portalu, na isti način gradnje, z 3 kamnov v bistvu je sestavljen portal. In to sem nekako, bom rekel, povezal z zgodovino, spet me je zgodovina tudi zanimala. No in poskušal sem v eno poetično skladje vse to umestiti. V smislu kompozicije vidimo pri teh slikah, da imajo nekako polkrožno kompozicijo in tej biki, ki prihajajo pred oltar oziroma pred portal, so na nek način biki, ki čuvajo, bom rekel, svojo imovino, čuvajo svoj teren. To izhaja pa prav iz tistega, kar sem rekel prej, kako je ta naš teren v bistvu zgubljal zmeri ta svoj, bom rekel, pomen, kajti te meje, kot sem že prej omenil, so se stalno pomikale gor in dol. Klavdij Tuta že nekaj desetletij, lahko rečem, vnaša v ta predalpski svet neko drugo sintakso glede barve, glede same ikonografije. V ta predalpski svet vnaša nek mediteranski pristop in neko sončno in optimistično razumevanje likovne materije. Čeprav so nekatere primeri teh pošasti, bi lahko rekel, nadomestijo in aludirajo na neke medsebojne človeške odnose, je vendarle ta igra med rahlim humorjem in pravzaprav neko ekspresijo tukaj prisotna. To, kar pa človeka prevzame, je pa pravzaprav ta barvna poetika, barvna vsebina, sončnost barv in tudi pravzaprav navsezadnje sama struktura in zgradba slike. Skoraj vsaka slika ima neko določeno zgodbo, čeprav ni nastavljena v nekem literarnem smislu, ampak v nekem znakovnem, medsebojnem smislu. V tretji sobi vidimo, kako sem se soočil z nekako sestopom v belo sliko. Ta bela slika je na nek način odraža eno tako mediteranski škerco. Ta škerco je viden na ta način, da sem recimo moža s trikotno glavo, ki veliko razmišlja. Ali pa sem naslikal mediteranca, plešeta dunajski valček. Ampak to v nekem smislu odnosa tako malček škercozno, malo z nekim nasmehom do neke tradicije, ki je veljala. To se pravi, da sem vpeljal neko konotacijo do nekih ustaljenih
praks, ki so do tiskrat vladale v Sloveniji, in sem poskušal na nek nov način. Pa tudi bela me je zanimala, dokje lahko pripeljem belo, da bo bela dejansko pela kot barva. No, in prav v tem ciklu je, bom rekel, ta belina prispela, bom rekel, do te ravni, da dejansko ni bela, ampak je bela z barvo. To se pravi, tudi ona ima noter v plasteh toplo, hladno, ker sem vmeševal toplo in hladne tone, stalno v nekem izmeničnem ritmu. Je pa celotna kompozicija, glede na prejšnjo fazo, malček bolj zastrta. Potem v 90-ih letih, ko se je bližala, bom rekel, osamosvojitvena vojna za Slovenijo, sem naredil en cel kup portretov ptic, razmišljanja o tem, kaj prinaša vojna, kaj prinaša zlo, kaj prinaša, bom rekel, agresija. In sem na to temo naredil en cel kup, bom rekel, slik. Tukaj na tej razstavi pa je predstavljena samo ujeta ptica, v bistvu v rdeči osnovi, ampak ptica je samo glava in brez kril, brez tega, to se pravi ne leta, je nekako zaprta, je, bom rekel, samo melanholični pogled tega ptiča v prihodnost. V 4. sobi obravnavam grafike, ki sem jih naredil, bom rekel, na ljubljanski specialki, potem sem tudi sam izdelal litografsko prešo, na kateri sem delal, tako da sem skupaj naredil preko 60 ali pa 70 litografij, ki so mi tudi, bom rekel, na nek način prinesle kar precej uspeha. Litografija je imela, bom rekel, v sebi en žameten nadih, kajti kamen je zrnat, s katerega se to odtiskuje, in je dal, bom rekel, celemu temu svojo eno sivo mehkobo, ki je dejansko prežemala te radostne grafične liste. Seveda so bili ti listi tudi osredotočeni na samo pokrajino, na, bom rekel, pokrajina, ki nosi v svojem bistvu tudi, bom rekel, to rogato žival, z soncem, z vetrom, z drobnimi detajli, ki rišejo dogodke na kmečkem dvorišču. Tudi to moram povedati, da me ni zanimalo, tako kot pri ljubljanski grafični šoli je bil okvir, čvrsta konstrukcija, izredno močna. Jaz sem dal temu, sem prešel ta okvir in sem dal sami podobi veliko več, bom rekel, dinamike in vitalizma. V 5. sobi razstavljam dela na papirju iz različnih obdobij, neke vrste izbor in pa seveda, bom rekel, izbor parih kosov keramike. Tukaj vidimo, bom rekel, risbe, ki sem jih delal v 80-ih letih, ko sem hodil risati, bom rekel, bike. In potem sem nekako jih tudi, zmeri sem jih nekako po svoje malček idealiziral. Potem je cel sklop enih dnevnikov v različnih tehnikah, v tehnikah s suhimi barvicami in pa z črnilom, pa z tušem, s flomastri. Potem imamo, bom rekel, tudi kombiniranke, kjer je suhi tisk in kredna risba. Potem so tukaj izbor, bom rekel, akvarelov, ki sem jih naredil na bivanju v Cité des Arts v Parizu, kjer, bom rekel, sem imel z njimi na parih razstavah kar precej uspeha.
In pa seveda potem so tudi risarski zapisi, ki sem jih naredil v 90-ih letih, ki imajo, bom rekel, neke vrste konturno risbo, temno konturno risbo in so, bom rekel, kot sestavni del ene pokrajine, ki je zaprta, ki je limitirana z črno linijo in tudi spada v ta čas, kot sem rekel, osamosvojitve Slovenije. V 6. sobi vidimo moj, bom rekel, preskok, ko sem šel v Ljubljano. Sem se preselil v Ljubljano in pozneje v Kranj. Tukaj sem spoznal mojo zdajšnjo ženo, Klementino Golja, in seveda ustvaril neke vrste nov cikel. Ta cikel je vezan na pravljične pejsaže. V prvih letih pravljičnih pejsažev, se pravi tam 93, 92 pa do 95, so nastajali cikli, ki so nekako v osrednjem motivu, imajo, bom rekel, več živalic. Te živalice se fokusirajo, se zbližujejo, govorijo o toplini, o neke vrste chanson d'amouru, o eni volji do življenja, o enem veselju, o eni radosti. Potem naslednja faza so slike, ki sem jih nekako naredil na osnovi križnih kompozicij. Te slike so postavljene na ta način, da sem poskušal križno kompozicijo, ki je bila v mediteranskem prostoru ena najbolj izrabljenih, poskušal aktivirati na nek nov način z lepljenjem različnih formatov, sestavljanjem različnih formatov v eno formo. In znotraj tega se dogajajo ene drobne stvari. Razumel sem, kako so to neke vrste istrski polotoki, ki jih obkroža voda, potem, bom rekel, v sam kamen pronica voda, nažira apnenec in na nek način, bom rekel, porozno drsi po površini slike. Potem imamo, bom rekel, žareče pokrajine, ki se nekako, bom rekel, imajo, bom rekel, determinirano spodnji del in zgornji del. V tej fazi sem žarenje oziroma potovanje sonca in pa žarenje same barve sledi v izmeničnih ritmih raznih triptihov, to se pravi raznih triptihalnih zasnov, je izredno, bom rekel, intenzivna barva uporabljena in pa seveda še zmeraj, bom rekel, ena ta poetska struktura se vleče, ene ljubezni, ki jo je čutiti, bom rekel, ki veje iz teh slik, nekako ne moremo zanemariti. Se vidi, da je vse, bom rekel, nekako spočeto in delano z veseljem, z ljubeznijo, z srčno predanostjo. To se mi sploh zdi pomembno, da je ustvarjalec stalno, bom rekel, srčno predan tistemu, kar hoče povedati, kar hoče izraziti. In to je bilo zame zmeraj, bom rekel, eno posebno vodilo. K temu ciklu spadajo tudi stekleni objekti, ki sem jih izdelal v delavnici Matjaža Gostečnika iz Slovenj Gradca. To so, bom rekel, pa neki spomini, ko sem šel z ladjo v Grčijo. No, in sem rekel, kako te razne grške zadeve so me spomnile na to grško risbo na vazah. Jaz sem tudi podobno risbo naredil v teh skulpturah. To so neke vrste, bom rekel, praskanke, ki sem jih spraskal, risbe sem spraskal z iglo.
In potem, bom rekel, se je to vse, bom rekel, zapeklo v stekleno strukturo. Steklo sem zelo raziskoval, kajti vemo, da steklo je lahko zelo hitro, bom rekel, te pelje v nek tak lahko zelo kičast moment. Osebno sem se tega zavedal, zato sem uporabljal samo, bom rekel, dve barvi, toplo, hladno, ali intenzivno oranžno in modro, ali rdečo in zelenkasto in črno, tako da bom rekel, dobimo ene take izredno, bom rekel, harmonične, skladne oblike. Cel cikel se pa imenuje teh, bom rekel, steklenih objektov Polifemovo oko. Potovanje Sonca je spet en tak cikel, kjer uporabljam, da se planeti v bistvu večkrat ponovijo v svojih dejanjih skozi sliko, hkrati jih prežema veter, v jedrih, ki so kot neke točke, so še zmeri, bom rekel, te družinice, ne? Ali je, bom rekel, tak večji bikec z dvema mlajšima, ali je družinica treh bikcev, ki so v centru slike. In pa seveda zelo pomemben element, ki sem ga v tistem času vnesel, je pa tudi kolaž, ki se nahaja v spodnji partiji, v zemeljski partiji slike. Prav tisto leto, 2004, je nekako umrl moj oče. Do tiskrat sem jaz mislil, da sem nekako tudi jaz sam kakor z rozfreja, bi rekel človek, neuničljiv. Ampak tiskrat sem se zavedal, bom rekel, vse krhkosti bivanja, ko sem opazoval pač potek njegove bolezni in vse to me je napotilo, da moramo nesti v sliko nek element, ki je mogoče reciklirane narave, znova uporabljen in hkrati, bom rekel, ga preslikati. Tako sem ga začel, bom rekel, počasi, latentno slikati, tako da v bistvu te slike, te podobe, te portretki, ki so spodaj, nekako zginjajo v tej celoti in jih razumemo samo še kot naravo. S tem dobim, bom rekel, krogotok narave, bom rekel, prah si in prah se povrneš, ampak vse vmes je bivanje med temi dvemi točkami. Zato tudi to gledam z nekim veseljem, z nekim optimizmom in z razumevanjem življenja, da je življenje vmes, v vmesnih punktih tudi radostno. Ko so se mi rodili otroci, Evita in Tinaja, sem naredil, bom rekel, neke vrste lesene igračke za njih. Te igračke sem zasnoval na tak način, da sem vpeljal nek svoj osebni kanon, kar je bila roka, približno, bom rekel, dolžine od komolca do prstov, približno 50 centimetrov. In ta kanon sem potem po 3-krat ali 4-krat povečal in naredil tako kot ene embrionalne zasnove, v katere sem vnesel, bom rekel, pokrajino. In te podobe delujejo kot eni majhni, bom rekel, kot eni dojenčki, ampak kot ene take embrionalna bitja pravzaprav. In tudi sem poskušal v njih, bom rekel, vnesti maksimalno toplino, ki sem jo nekje že uporabil tudi pri pravljičnih pejsažih. Sledi ena kompozicija, ki je sestavljena z več elementov, kjer sem geometrijske tvorbe, ki sem jih oblikoval na razne načine, postavil v neko neodvisno kompozicijo na zid, tako da bi poskušal s temi barvnimi enotami nekako pripraviti kot eno glasbeno strukturo, kot eno glasbo, ki, bom rekel, teče skozi vse te elemente. No, in tako isto mi sledi tudi pri tem ciklu ena taka izrazito poetična zasnova vsega skupaj.
Naslednja soba je sestavljena prvo iz slik z cikla Žuborenje barve. Žuborenje barve je nastavljena v tej smeri, da je barva res potencirana na kolažni osnovi, spodaj, kot podslikava, prvo lepim barvne papirčke, ki jih potem, bom rekel, z veliko plastmi preslikam. Zato te slike dobijo nek tak prvobiten barvni vzgon. In prav to sem v teh slikah hotel, da se ta simultani kontrast vibracije pokrajine nekako prenaša na slikovno polje in maksimalno žari. To je bilo hotenje znotraj tega. Spremljajo jih pa tudi, bom rekel, leseni, drobni objekti, ki so nekako grejo v štric temu raziskovalnemu delu na področju barve. Kajti nosilec te podobe ni več toliko risba in stvar je, bom rekel, postala v tem sklopu zelo, zelo ploskovna. Ko sem to fazo zaključil, sem pripravil, bom rekel, en cikel, ki je vezan nekako na mediteranske pomole in pa svetilnike. Temu sem spet posvetil, to je bilo, bom rekel, to sem pa prav v raznih lagunah, kjer sem bil, sem si delal skice, sem pripravljal si material že več časa in potem sem to poskušal spet zajeti kot ptica iz ptičje perspektive. Potem so me fascinirali bom rekel, razni znaki, ki prihajajo z ladij, z bark, potem iz svetilnikov in vse te elemente sem v bistvu združil v teh pristaniščih, hkrati in pa mediteranskih svetilnikih, ne. Tukaj v tem ciklu in pa v zadnjem ciklu me spremlja v bistvu morje kot ena komponenta zračnosti, kot ena komponenta dinamike, kot ena komponenta, bom rekel, tudi prisotnosti tehnologije v okolju, ne. Zato so slike mogoče malo bolj geometrijske, so bolj, bom rekel, stroge, ampak izrezi so izredno premišljeni in postavljeni v en tak, bom rekel, kontekst, ki ponuja kljub ploskovitosti še zmeraj veliko zračnosti in veliko globino. Seveda pa to avtorjevo igrivost čutimo tudi v poigravanju z najrazličnejšimi oblikami in tudi v nenehnem prestopanju iz slikarskega v trodimenzionalni medij. Njegova najnovejša dela so tista, ki to njegovo nenehno prehajanje med dvodimenzionalnim in trodimenzionalnim objektivizirajo oziroma uresničujejo v enem samem artefaktu. Tako so njegove slike iz najnovejšega obdobja resnično ekskurs med površino in tretjo dimenzijo. So slike, ki obe dimenziji uresničujeta v enem samem artefaktu, kajti avtor dodaja najrazličnejše elemente, se z njimi poigrava, tudi posamezne elemente, ki zahtevajo aktivnega, interaktivnega gledalca, ki si potem na osnovi svojega učinkovanja z umetniškim delom ustvarja neko osebno varianto posamezne umetnine. Potem so pa v zadnjih letih uporabil take, bom rekel, se naredil neke planetarne kompozicije in te planetarne kompozicije v bistvu z določenimi palčkami. Slika se je tukaj, ki jih pol premikam po obodu slike. To pomeni, da se je slika na nek način socializirala. Zakaj? Zato, ker lahko vsak,
bom rekel, ki je lastnik slike, si kompozicijo dnevno ali pa tedensko ali pa mesečno dejansko s pomikom teh palčk spreminja, lahko jih tudi, bom rekel, izvzame iz kompozicije in slika bo še zmeraj, je tako narejena, da bo še zmeraj funkcionirala, ne glede na njegovo početje. Ampak to je tako, sem dopustil, da tudi, bom rekel, gledalec oziroma lastnik vstopi v samo sliko in je sokreator slike. Tukaj v tej zadnji fazi seveda polagam pač veliko pozornost tudi na, bom rekel, sosledje, tako da rata kot eno notno črtovje, naredim recimo več vrst slik, na katerih imam te pomične palčke. Te pomične palčke sem videl na nek način kot jamborje, ki grejo v nekem izseku iz pristanišča in se pomikajo. In ta pomičnost me je zelo zanimalo, sem rekel, kako bom jaz to pomičnost prenesel na slike. In sem v bistvu z enim zelo enostavnim konceptom prišel do te rešitve in mislim, da nagovarjajo z nekim novim ritmom in mi tudi za naprej odpirajo pač nove poti in mislim, da se z njimi da ustvariti nešteto novih ambientov.